Hej punce, evo, obljuba dela dolg in kot sem vam obljubila, vam bom predstavila moje pajkice, oziroma pajkice, katere najraje uporabljam. Povedala vam bom, kaj je zame najbolj pomembno za pajkice, torej kaj jaz gledam pri pajkicah. Prva stvar je ta, da se ne vidi skozi, torej res preživim ogromno časa v pajkicah, sem v fitnessu, med ljudmi, med ogromno ljudmi in res ne bi bilo dobro, če bi pač se videlo skozi, vsaj za mene. Prva stvar. Druga stvar, da so udobne. Torej, da me ne stiskajo preveč, da se počutim v njih udobno, da so mehke. V glavnem, ne maram pajkic, ki preveč stisnejo oziroma so neudobne, se v njih ne počutim dobro. Tretja stvar, ne maram pajkic nad koleni. Rada imam srednje osmin pajkice oziroma dolge pajkice. Četrta stvar, da imajo visok pas, torej vsaj do popka oziroma nad popek. Še kaj? Mislim, da je to to. Ok. Prve, ki vam jih bom predstavila vam bom 4 različne znamke. Ok. Prve so Gymshark. 2 različna modela, evo. In pa te, ki imam na sebi. Torej, visok pas je, lahko potrdim. Skozi se ne vidi, če pogledate. Mogoče izgleda čudno, v glavnem se ne vidi. Imajo ene take različne majhne detajle. Recimo tukaj, da zgleda, da ritko poudari. Pod ritko je ena črta, ki ritko poudari. Pajkice stisnejo, nikamor ne padajo, torej skačem, karkoli delam, se nič ne zgodi in so zelo trpežne, kar je zame zelo pomembno, da ko treniram v fitnessu, premikam uteži, treniram z utežmi, pajkice ne porčijo. To je bilo tudi kar sramotno, če bi se zgodilo. Evo, to so prve pajkice. Vam pokažem zdaj še isto Gymshark, drugače, ok? Evo, druge Gymsharkice imajo drugačen pasek. Na notranji strani paska je ena taka gumica, ki v bistvu pas prilepi nate in se ne premika. Kar me tukaj malo moti mogoče, je to, da če idem malo niže, tukaj pride malo čez. Sej vem, da ni grozno, ampak pač marsikoga to moti. Všeč mi je ta mrežica, recimo okoli kot nek detalj in pa tudi so neprosojne in spet malo drugačne, kar je meni všeč. Ok, gremo dalje. Vam pokažem Freddy. Ok, 2 različna modela Freddyjev, bom kar kompletnik oblekla, tako da evo, kažem. Evo me. Ok, torej Freddy. Črne pajkice, kar mi je tukaj najbolj všeč in od enih redkih pajkic, ki lahko rečem, da mi je tako pač res nek detajl drugačen in ful hud, je to ta V izrez. In sicer vidite tukaj, se pač prekrivata 2 paščka in pač pride tako ful hudo. Spet pajkice ne vidi se skozi, so zelo, torej ne padajo, lepo primejo, visok pas, glavnem so komod, super. Zraven pride še ta topek. Jaz bom kar čez modrček ga oblekla. Tadam! Ok, gremo dalje, vam pokažem naslednji kompletek od Freddyja. In sicer modrček, spet je komplet. Topek in pa pajkice. Evo me, spet visok pas, kompletek, detalj, taka narebran material. Ful mi je, evo, ful mi je všeč barva, ta peach in rdeča kombinacija, torej peach je tak naša original barva breskvice, ne vidi se skozi, kar pa bi rekla, mogoče niso toliko trpežne. Material je tak ful mehek, ful tak nežen, tako da ne vem, če bi si upala z njim skakati po fitnessu, premetavati uteži. Trening doma, definitivno ja, zelo so komod, ful so take mehke, udobne. Trening v fitnessu nisem še sprobala, evo tako.
Adidas. Ok, klasične Adidas running pajkice. Pokažem. Evo me. Adidas pajkice imajo špagico, tukaj ne primejo toliko, če si jih ne zavežeš. Torej ni tako elastičen pas, ampak si ga sama prilagodiš špagico. Zna biti, da pri praznih poskokih mogoče malo padajo, ampak zaenkrat ni nobene panike. Ne vidi se skozi. Tukaj imajo tako mrežico kot detajl in pa razne odsevnike, ker so to seveda running, namenjene treningu zunaj, torej za razne tekačice, ki grejo teč, da imajo razne odsevnike kot varnost. Zadaj še žepek za ključ oziroma telefon. Topek je drugače tudi Adidas iz ene druge kolekcije. Meni je ful udoben, eden izmed ljubših topkov. Pajkice pa v bistvu mi niso toliko všeč, no tako vam rekla, od tega kompletka, ki jih tukaj zdaj nimam, vam jih ne predstavljam. Ok, gremo dalje na zadnjo firmo, oziroma znamko. Lelosi. Ok, oblečem še to. Lelosi. Lelosi. Visok pas, različni vzorci in pa za tiste, ki imate dolge noge, pogledajte to, pajkice so ful dolge. Torej jaz nisem tako velika, sem visoka 168, pajkice so dolge, ampak ni panike. Jih navlečem rahlo gor in se tega sploh ne vidi. Ful so mehke, res neverjetno mehke, elastične, pogledajte to. In pa ne vidi se skozi. Tako da, če pogledam za trening doma, so te Infredijeve najbolj udobne. In pa Lelosi recimo še en vzorec. Nove so, nisem še niti cene dala dol. Tako. Evo me. Še drugi vzorec Lelosija, spet visok pas, dolgi oziroma 3/4, take svetle, poletne. Spet ful mehke, ful elastične. Zdaj jaz rekla o teh pajkicah. Vse so mi všeč, če ne bi nosila. Vsaka ima neko svojo določeno prednost. Res je, da se razlikujejo tudi v cenah, torej Gymshark nekje 50–60 evrov plus poštnina. Adidas poznate, čisto odvisno od cen, da se jih kupiti samo v trgovini. Nekje, če imajo akcije, jih dobite tudi za 30 evrov, pa grejo vse do 100 evrov, bi jaz rekla. Potem imamo Fredi. Vem, da imajo zdaj na spletni trgovini akcijo na športno kolekcijo, mislim, da 20%. S kodo EVA10 sem vam zrihtala še dodatnih 10%, tako da ob nakupu upišeš EVA10, dobiš na že vse znižene izdelke še 10%. Torej, Fredi poznamo, tej kompletki. In pa Lelosi. V bistvu najcenejše od vseh teh, nekje 30–35 evrov je en kompletek. Ful imajo hitro dostavo, v enem do 2 dneh dobiš. Kaj sem rekla, cena 30, nekje do 35 evrov. Tudi na te kompletke, oziroma te pajkice sem vam zrihtala kodo EVA10. Tako da jaz upam, da se vam nekako na hitro predstavlja svoje najljubše izdelke. Da se boste pravilno odločile, kot sem rekla, ni nujno to, kar meni odgovarja, tudi vam odgovarja. Jaz sem vam povedala svojo izkušnjo, lahko da so eni punci všeč. Čisto drugačne pajkice, nizek pas, 3/4, kakorkoli. V glavnem, evo, to je to iz moje strani o mojih pajkicah. Uživajte, pravilno se odločite in pa glavna stvar, gremo trenirati!